Radenci so me v bistvu razdevičili na vseh razdaljah, na 10, polmaratonu, maratonu, vse prvo v Radencih. Smo ne mogli verjeti, da je nam Prekmurka nam je tam ratalo zmagati. To je bilo res solze, sreče, še eno leto po tistem smo se vedno spomnili, jokale pa tako. Tisto je bilo res, tisto bom za življenje se zapomnila s to zmago. Ker nekoč je proga potekala skozi mojo domačo vas Veščico v Primorski Soboti in kak je bila pri križišču gasilska zapora, smo vaška deca se vedno navijali, tem afriškim atletom, pa jaz sem vedno z njimi 200 metrov šprintala, proti Murski Soboti in bila bravo, in bolj mi je bilo to vedno navdušujoče, kak lahko človek toliko kilometrov tako hitro teče, Meni Kristjan rekel, da me pač nagovarjala, naj gre maraton, pa se rekel, pa ne, ker to je trpljenje, pa mučanje, Rekel, Andreja, ti si, kako je rekel, naravno počasna, ampak si zdržljiva, Kaj si rekel, da sem jaz naravno počasna? Nikdar niti v najbolje nov resenjah si nisem vipala v misli, da bi kdajkoli zmagala na maratonu. Spoštovani in cenjene sredi majske vročine in popoldanskih neviht, kajpak sem ujel svežo državno prvakinjo v maratonu, Andrejo Gorčan, in jo povabil na kratek pogovor. Andreja, dobrodošla, živjo. Zdravo, živjo. Kakšno je kaj vreme v Prekmurju? Nevihta, neha, veter še piha, ampak bo, je bilo pa kar napeto. Ja. Smo prebirali, da ste imeli ploho, toče in tako naprej. Ja. V takem je kar zoprno teči najbrž. Zato pa še danes nisem tekla. Ko vidiš, pa so... Nisem. Bom šla ko končava. Odlično, to vprašanje, kljubca, to vprašanje so obdelala. Drugače tečem tudi med točo, bolj me moj gre iskat z mojim avtom, ampak danes sem pa preskočila raje. Sam tek v toči je pa kar taka posebna izkušnja, si predstavljam. Ja, adrenalinsko je, adrenalinsko. Treba paziti malo, da se ne potolčeš preveč, ker sem se tudi že potolkla, A to pomeni, da imaš kakšno čelado pol, s katero tečeš? Ne, kapa s šiltom, pa to je to. Mislim, toča me je enkrat dobila, pa je bilo kar zanimivo. Sem pa videl že točo, ki je pri vas ponavadi še bolj debela, taka orehova, pa to taki si pa ne predstavljam, kako bi bilo, da bi tekel med njimi, tako da pa vsem tudi, če nikoli ne vem. Kako pa prenašaš vročino, Andreja? Slabo. Nisem se še aklimatizirala na vročino. Pa mi je trener svetoval, da naj gremo v savno, da se bom navadila, privadila za Radence, ampak itak, ni časa, Ja. V savno, a samo v savno, a v savno na kakšno sobno kolo ali pa kaj tazga? Samo savno. Mislim, da je že vreme trenutno tako, da je savna že sama po sebi, tako da ne vem, kaj je trener mislil, razen... To je mislil takrat februara, marca, takrat, da bi se pripravili, Ampak, dajva reči, da ni bilo te potrebe, da si se kar zelo dobro obnesla v soboto na državnem prvenstvu v Radencih, ampak o tem bova spregovorila malo kasneje. First thing first, se pravi, dajva Andreja, dajva te predstaviti občinstvu, ki te morda še ne pozna, pa bova s tole vdajo seveda popravila to, jasno, upam, da čim bolje. Andreja Gorčan prihaja z Murske Sobote, dela v zdravstvenem in wellness centru Terme 3000, živi pa v Dobrovniku, kjer s partnerjem prenavata staro hišo, medtem ko v prostem času teče. Tudi hitro in tudi daleč in to rekreativno počne že kar 17 let. Čisto krvna Prekmurka, članica AK Ormož, se zadnja leta serijsko uvršča na stopničke različnih tekaških tekmovanj. Slovensko javnost pa je nas opozorila že na lanskem ljubljanskem maratonu, kjer je bila na državnem prvenstvu tretja. No, letos v Radencih pa je končno odnesla tudi državni naslov in absolutno
zmago. Njen moto, ki sem ga prepisal v njene strave, pa je run often, run long, but never outrun your joy of running. Kaj sem pozabil še, draga Andreja? Vse si povedal, lepo si me opisal, to je to. Super. Ok, potem pa odkriva tančice in skrivnosti Andreje Gorčan še malo širše. Tole je, spoštovane, 97. epizoda podcasta Zagret za tek. Jaz sem leta 97 prvič tekel v Radencih na maratonu, ko je bil štarčem 3 popoldne. Ti, Andreja, si pa je v Radencih tokrat tekla prvič, a to drži? Ne, v Radencih sem prvič tekla, ko je bil 25. izvedba maratona 30. To je bila v bistvu moja prva tekaška prireditev. Na 5 km sem takrat tekla. Ja. Nekje v medijih. Srednje šole je bil, ja. Odlično. Ampak tudi na maratonu si že tekla v Radencih? Radenci so me v bistvu razdevičili na vseh razdaljah, na 10, pol maratonu, vse prvič bilo v Radencih. Vse razdalje. Kdaj si prvič tekla maraton v Radencih? Pred 7 letami. In kakšno je bilo pa takrat vreme, recimo? No? Evo. Vroče, pa sparno, pa tudi 2 kroga. Ista proga je bila kot zdaj. Si morda poskusila tudi potem progo, ki je bila vmes, tista v enem krogu čez Radgono, pa čez Avstrijo, pa tako naprej? Ne, ker takrat pred 7 leti se mi je tako zameril maraton, da ga do lani nisem tekla več. Maratona sploh ali samo Radenci? Maratona. Sem tekla, ampak ne maratona. V Radencih sem tekla, ampak ne maraton. Maraton se mi je. Bilo je hudo. Trpela sem. Ni bilo nobenega užitka, nobenega veselja, samo trpljenje, mučenje. Ja. Saj sem si bila sama kriva, ker sem prepozno začela piti, pa jesti gele, pa sem že bila cela prazna, lačna, ni šlo. Ne. No, na napakah se učimo. Ne. Bravo, ja, zato je potem nekje pisalo, ko sem bral te intervjuje po teku in soboto, ja, da Andreja Gorčan je prvič tekla v Radencih, očitno bila travmatična izkušnja s predsednik les tako huda, da si vse pozabila in da je bilo zdaj spet kot prvič. No, Radenci se niso izneverili svoje tradiciji, kajpak bilo je prijetno, toplo vreme, vsi smo si nabrali barvo, ja, marsikdo je dehidriral v progi, žali Bog, no, ampak evo, deva tele Radence malo, te Radence, ki smo jih čakali od leta 2020, kajpak 40 jubilejni, deva jih majčkeno opisati iz tvojega gledišča, kako je bilo na štartu, kaj je nervoze, kako je bilo potem na progi, daj mi malo piši to svojo sobotno izkušnjo. Tak je, ne, ni bilo nobenega nervoza, strahu nič, ker sem šla to čisto na easy, sproščeno, kaj bo pa bo. Niti nisem se nekaj pripravljala kaklanje za Ljubljano za ta maraton, niti nisem nekaj treningov delala, pa niti dolgih tekov. Tako da sem bila čisto sproščena, bilo mi je fajn videti, pa se pomeniti z ostalimi tekačami, ki jih dolgo nisem že videla tu v Radencih. Tako da meni sem šla tja, da tečem, pa da uživam, pa to je to. No, jaz sem te mislim, da prvič srečal na progi tam, ko sem bil nekje na 18-19 km, no ti si bila že krepko v drugem krogu. Bila si obdana s par tekači, če se ne motim, na skupinco. So bili to pač naključni tekači? Ne, enega poznam, ker je njegova punca teče pri Borisu Bežeče deci in se pač poznam, tako se prekmuti si poznamo. Ta drug pa je bil en iz Ljubljane, pa je pomagal, ampak pol je žal umagal. Ta Andrejko pa je bil prijatelj, on pa je na 32. zapustu šel malo hitreje, ne, ker sem imela malo krizo, on pa je šel sem ti samo vidi, vredi, ja. No, za tole vreme je 3 ure 35, kolikor si potrebovala, da se je maraton izvrsten rezultat. Kakšen čas si imela na polovički, recimo, no, da me dava to v perspektivo? Ne vem. Nisi pogledala na uro? Ne, sploh se nisem premenjevala z uro. Sploh nisem se premenjevala, kak je tempo, kak je ura. Jaz sem samo, da bom bežala, ko mi bilo hudo, Andreja, dej, beži, ne, saj bo minilo prej ali slej. Koliko zadnjih 6 km sem se razmišljala, ne, koliko je to pot, če bi šla od doma, pa v eno smer, pa sem se tako v glavi predstavljala, tak etapa, kilometer po kilometer, kjer bi zdaj bila, ne, da tako sem se malo zamotila. Ja. Ampak ne sem se pa nič obremenjevala s časom, ker lani v Ljubljani pa sem se in koliko mi ni šlo, sem bila tako jezna in žlučna, da sploh več bežati nisem mogla tisti tempo, kako sem si ga zadala. Ne. In sem bila malo razočarana po lani v Ljubljani, pa sem pa rekla, zdaj pa gre res skol z užitkom, za veselja, za to. Ne.
In se nisem premenjevala, kako bo. No, to je zanimivo. Ja, v tisti izjavi po maratonu si dejala, ni bilo prave konkurence, nisem se pretirano naprezala, ampak vendarle tale Švedina je bila potem nekih 4 minute za tabo. Na obratu si jo najbrž kmalu srečala, ali si jo videla, ali si vedela, koliko je za tabo, recimo? Ne, nisem videla, sem pa videla oni dve, ki sta bila 4. pa 5, ko tudi tečeta pri Borisu Bžeči deci in sem bila tako navdušena, da sem jih videla, sem jima navijala, se z njima menila, tako da ne sem se sploh, ne, tako je bil sodnik z mano, mi tako rekel, da mi je bilo hudo, kje je ta druga, pa ne sem se premenjevala, ne, pa če sem odmislila ga, da pač vodim, sem čisto odmislila samo sedaj, da pridem do konca, pa to. Ja. Si vendarle pred štartom maratona preletela štartno listo, pa si malo konkurenco ugledala pa rekla, kje rabi lahko? Ja, pogledala sem to državno prvenstvo, pa sem videla, smo samo 3, ok, na stopničko sem redi, ja. Pač, bilo mi je žal, da niso prišle te naše dobre, pa vrede, no, pač mi je žal, ne, da smo samo 3 bile, lani se je v Ljubljani malo več bilo, 7 ali koliko nas je bilo, ali 8, tam nekaj, ampak ja, tako da videla sem, na stopničko sem vredi, ja. Ja, same druge, ono sem pa ne gledala, one, ko so bili pa vse, ne. Pa nisi, no. Ne, samo to državno predstavila, da sem bila malo razočarana, ko smo samo 3, ampak bolj me je zanimalo, kateri fantje bodo tekli, ne, tam pa je, ne, naši fantje so pa res pulovri, ne. Bravo, no, potem si šla na štart vedoč, da si vendarle med favoritinjami, ne samo za državno prvenstvo, tudi absolutno. Kdaj si šla takoj v štartu že naprej, si že takoj vedela, da si med prvimi, oziroma da si prva? Ali ne, na 2. kilometru se mi sodnik pridružil, a jaz sem prva, ga pač tudi poznam, ne? Ja, Andrej, ok, te se bo pa 4 ure, zdaj malo družila, sem ga hecala, ne? Kaj je tako dolgo? Ja, 4 ure, pa jaz nameravam bežati, ne? Sem ga hecala, ne? Pa itak čas se za mano vozil, pa mi bilo pač kaj, nobene ni, ne? Zdaj so ostali tudi bolj rezervirano bežali, kako sem se z njimi pogovarjala, ker vse nas je bilo strah te vročine pa sparine, ne? Zdaj prva taka vročina, nisem se navadili in smo vse ostali tudi bolj z rezervo bežala. Tako da, ja. No, kaj bi se pa zgodilo, recimo, če bi prišla, ne vem, na 25 ali pa na 35 km, kakšna tekmovalka za tabo, pa bi začela vleči, bi takrat se ugrizala v jezik pa šlo za njo? Ne. Ker nisem tekmovalna punara, zato pri meni je problem, ko na tekmah, ko bi mogla malo stisniti, pa ne se boriti, pa to popustim. Meni tečem, da mi je fajn, ne da bi trpela, pa me nekaj bolelo, ne. Nisem tekmovalna, premalo tekmovalna sem. Premalo. Jaz raje še se pogovarjam, pa navijam, pa ploskam, pa govorim, pa gledam okoli, pa tak se, ne, pa da bi tisto fokus pa, ne, beže, ne. Premalo tekmovalna sem, ne bi šla pač, ne bi šla. Kako lepo je to slišati, no, Andreja Gorčan ni tekmovalna, pa vsem dobila državni naslov. Verjamem, da marsikatera tekačica, ki je bila na progi, je bolj tekmovalna od tebe, pa je to ni uspelo. No, zdaj, evo, spoštovane, zdaj imate recept, morda ste preveč tekmovalne, ne? Pa vam potem kakšna zmaga uide, ja, tako razliko Andreje. No, ampak si bila na en način na domačem terenu, pa še na jubilejnem dogodku, pa še na državnem prvenstvu, pobrala si vse možno, recimo, tej konkurenci. Ti pomeni ta zmaga, ta uspeh, vendarle nekaj posebnega, no? Ja, mi. Ker v bistvu tudi maraton 3 src je en izmed krivcev, zakaj sem sploh začela teči. Ker nekoč je proga potekala skozi mojo domačo vas Veštico proti Murski Soboti in kak je bila pri križišču gasilska zapora, smo vaška deca se vedno navijali, ne, tem afriškim atletom, pa jaz sem vedno z njimi 200 metrov šprintala, ne, proti Murski Soboti in bila bravo, ne, tako. In bolj mi je bilo to vedno navdušujoče, kako lahko človek toliko kilometrov tako hitro teče, ne, sem se jim čudila, pa še zdaj se jim čudim, ne, in se jim vedno čudila, pač. Meni je bilo to tako zanimivo, ne. Tako da, in pol sem, pa vedno sem rada tekala tudi v osnovni šoli, pa srednji, pa šla peš do šole, ali s kolesom pa tekla domov, tako že od nekdaj sem bila rada v gibanju, ne, nekdaj že, ne. Ampak s tekom, mislim, si že v šoli tekmovala na kakšnih krosih, pa na šolskih tekmovanjih? V šoli nisem nikoli hotela, ker sem se s profesorjem športne vzgoje, se nisem najboljše razumela, ker jaz nisem za ekipne športe, z igro žoga, to meni, ne, jaz ne, pa pol nikoli nisem.
nisem ti hitela, ne, pač trenirala nisem nikoli, zdaj zadnja leta, ne, ko so bili s Kristjanom, drugače pa prej vse bilo to rekreativno, ljubiteljsko, pa tak. Ker tudi uro sem si kupila šele, ko sem bila 27 let stara, prej sem brez ure tekla, sem si bila copata muziko, pa sam šla. Tako, niti nisem vedela, koliko tečem, kako hitro teče, nobenih intervalov, fartleka, ne. To sem zdaj zrelejša leta spoznala te način treninga, ne. Jaz sem prej samo pač tekala. Ampak tekala si, zakaj recimo pa najstnica, ne, danes, moja hčera recimo najstnica, pa je včasih vabam, da bi šla z mano malo na tek, pa niti na misel ne pride, pa se tudi ukvarja športom z drugim. Kaj pa je takrat pred leti najstnico Andrejo Gorčan pač vsem zvabilo nek rekreativni tek, da je tekala? Želja po gibanju, želja potem, da je zunaj, moče potem, da ohranja težo ali pa kaj takega? Ne, to sploh ne, tež brat me je hecal, da imam preveč prostega časa in premalo domišljije. Prej sem preveč energije sem imela, pa fajn je bil tisti občutek po, ne, ko se odtečeš, pa se stušira, to je najboljši občutek, se tako dobro počutim v telesi, pač to energija, to veselje, to mi je fajn bilo, pač dobro počutje. Pa itak mi že ratala to rutina, mora pač, ko ješ, pa greš spat, pa greš malo tekat, ne, pač malo greš bežati. Ja. Mislim, ja, ok, super je. Nisem nikoli, da bi zdaj pazila jaz na težo ali zaradi tega, ker danes te mlade punce delajo, ne, nisem jaz, da bi bila na dieti ali da bi pa, ne, to ne. Pač, ker mi je bilo fajn samo to gibanje, pa, ker je telo to vse zmožno narediti, se čudim pač to bolj. No in kdo te je pa potem, pa zakaj si pa potem šla na prvo tekaško tekmovanje, recimo, no, če si rekla, da je bilo to celo Radencih? Ja, sem imela sošolko v srednji šoli in njena sestra se je ukvarjala z Ironmanom, pa je šla v Radence na maraton, pa je rekla, da Andreja, pej zdrave, ne, ker si vedno si hitra, najhitrejša v razredu, pa to ni z nami, pa bom je pregovorila in potem smo sošolec, pa sošolka pa jaz pa smo šli, ne. In potem je poratala to tradicija, da vsako leto bom jaz zašla v Radence bežati, ne, vsako leto. Pač enkrat sem izpustila zaradi poškodbe, enkrat se pa z eno iz študentskih časov je prišla s Postojne pač k nam domov, pa se en dan se ga prej malo se mačkami, malo se je tako zamudila in potem se namesto polovičke na 10 šla taka, 2 mi zdaj pol manjka, pa nimamo rad, ne, enkrat zaradi poškodbe, drugi pa pač 10, ker nisem se prepisala, ne, če sem bila pa takrat od 25. na vsaki izvedbi. Se pravi, vseh 15... To je taka ena osebna tradicija, da grem z Radence bežati. Zato ja, ta zmaga zdaj pa res, ja. So bile kar solze sreče, ker sem jaz to uspela, ne, ja. Pa starši, pa vsi sosedje, pa ne, Andrejona, ki je vedno laufala, ko so mi rekli, daj pej, trajš ukapat na njiva, ali kaj babi pomagati, ne, jaz grem bežati. Ja. No, končno si dokazala, da vseh teh 15 let, 17 pravzaprav, ni bilo za manj, evo, odnesla si državni naslov in tam. Zdaj, imam občutek, da bom mogoče še kakšna več odložila motiko, pa šla zdaj teč, ali kako, ko je tebe videla, pa si ti za zgled. Sem par let nazaj, ko je bil 2019, sem tudi v službi sodelavka in sodelavca nahecala, pa smo šli pol skupinsko tak bežati Radence, tako da jaz to rada delam, ne, pač nagovarjam, pa jih tudi, Boris Obžeči delci, govorim, kam fajna tekaška skupina v Murski Soboti, pa pač rada nagovarja, naj se pridružijo, pa grejo, kaj je fajn bežati. Ja. No, jaz Borisa sem pred par meseci intervjuval, ki sem imel tekaške skupine, ja, pa sem iskal v Prekmurju tudi kakšno in sem letel na Borisa, super, on je povedal, da imate dobre sredine, tam se kar nekaj tekačev, dobrih tekačev tam izhaja, ne vem, mogoče čist, koga sem srečal v soboto, Dejana Prajnla recimo, ali pa Boruta Siherleja, vem, da je on je ultraš, tako, pa Alma Richteršič, pa tako naprej. Kar nekaj zanimivih tekačev se je tam porodilo, pa še vedno teče, pa pobira tudi lovorike na večjih tekmovanjih. Zdaj imajo pa še državno prvakinjo, Bog pomagi. No, zdaj mogoče tvoje ime je malo bolj prepoznano tudi v tekaških krogih. Si dobila že kakšno vabilo za kakšno tekaško prireditev zdaj kot državna prvakinja? Še ne. Nisem nič. Mislim, obupno, no, mislim, kdor tole posluša, dragi organizatorji tam zunaj, no,
če ne boste državne prvakinje povabili na svoj tek, vam bo sigurno žal. Evo, ona ima čas, ne, zdaj čez poletje, sicer ima drugega dela dovolj, ampak za kakšen vikend bi se pa našla. Bi se našlo, ja. Bi se našlo, kaj. Kje pa največ tekmuješ? Jaz sem malo brskal po tvojih rezultatih tam v Prekmurju, te posod polno, si kar na vseh, ali še kje širše po Sloveniji, tudi poleg Ljubljanskega maratona? Ne, Prekmurje, Štajerska, pač tek troj gremo pač s kolegicami. Ne, drugače kaj ne. Tu bolj doma, lokalno. To Štajerske pride, naprej pa ne. Ja, imaš morda v vaših koncih... Mogla to malo spremeniti, to sem že razmišljala, mogla malo spremeniti, ja. Malo še iti na Bled pogledati, pa kam drugam, ja. Dobrodošla, evo, zdaj te v etru povabim na nočno 10, sicer je samo 10 kilometrov, ampak lej, boš moja gostja, če prideš, evo, tako, z veseljem, evo, da se pomeriš. Tam pridejo menda tudi še hitre punce, no, pa da vidimo, kakšni bodo časi. No, imaš na Štajerskem oziroma Prekmurju poleg Radencev tudi kakšno ljubo ti tekaško prireditev, kam res pa vsako leto greš? Slovenske Konjice. Tam imam zaenkrat še vedno rekord na 5 kilometrov, sicer ni bog ve kam, ampak je. Tako da letos pa spet 10 km v Konjicah, ne. To se bom pa pripravila, pa bom probala biti malo bolj tekmovalna. Ker rada bi imela to 10 pod 40 minut, ker vem, da lahko, pa rada imela uradno pod 40 minut, ne. To mi je pa zdaj cilj. Eden izmed ciljev, ja. 10. 10 po 40 je za žensko sploh, kar bo rekel visoko leteč cilj, super to. Vem, da ti bo uspelo, glede na formo. Prej si imela trenerja, mislim, da delaš s Kristjanom Greenfeldom, je tako? Ja, tako je, ja, tako. To sem pač po sreči prišla z njim, ker jaz sem rada nagradne igre in pol je bila nagradna igra in sem jaz to izpolnila in jaz sem bila izžrebana in sem imela 1 leto zastonj treningov z njim, ne, zdaj pa študiram, zdaj bo novembra 4 leta, ko sem pri njem. Imam kar srečo s temi športnimi nagradnimi igrami. In pol bi to čisto en nov svet se mi odprl, kako to zdaj trenirati in pol, ko veš, kad ti forma raste, da ti treningi se obrestujejo, se so smezili res težki, pa taki kak bolj brutalni, ampak je Kristjan motivator, pa zna spodobiti, pa ja. No, ok, pa če narediva še malo reklame za Kristjana, ali pa za trenerje nasploh, no, mislim, rekreativci, pa ti si že recimo malo onkraj rekreativke, bi lahko rekla, no, večkrat želijo napredovati, pa ne vejo kako, morda kakšen trener rešitev ga pobarati. Kaj je pa recimo pri tebi se spremenilo, ko si začela delati z njim? Ne vem, prej si tekla po nekem svojem planu ali bolj kontinuirano, enakomerno ali kakorkoli že, potem zdaj pa sta dodala, ne vem, neke intervale, neke tempo, teke fartleke ali ne vem kaj. Ja, in tako, ko sem se preselila z Ljubljane nazaj domov, ne, po študiju sem se pridružila Borisu Veseči deci in pol sem videla, da sem hitro napredovala in sem htela še nekaj več. Pol sem nekaj časa tekla z Dejanom Prendlom, pa z Janezom Kovači, ampak tam je bilo pa preveč naporno, ker to bilo vse za nas stezo in jaz nisem za stezo, jaz sem za asfalt, jaz sem za makadam, nisem jaz za stezo pa za te hitrosti. In pol se je pač zgodila ta nagradna igra in sem dobila in zdaj, spremljala se je to pač, ful se prilagaja meni, Kristjan treningi, ne, pa delava te laktata, pa po pulzu, tako da je prilagojeno meni, ne, pa kako da bom jaz napredovala. Ni zdaj to bilo neki splošni trening za vse isto, kako bilo prej, ampak direkt za me, ne. Kaj jaz rabim, kaj jaz mislim, da bom hitrejša. To mi je, ne, pač prilagojeno je meni, ne. Prej pa je bilo tako vse pač skupina, ne, v skupini. No, predstavljam si, da z njim sodelujete nadaljavo na način, no, ker ti si vendarle v Prekmurju, on je v Ljubljani, če se ne motim. Se da delati na ta način s trenerjem, se tudi vidite, ne vem, vsake toliko časa in tako naprej? Vidiva se premalokrat, priznam, res, lahko se večkrat, ampak ja, imam ta training peaks, on mi določi treninge, jaz naredim, pol podebatirava, pol če kaj ni bilo vredi, pač debatirava, ne, se pač, kak mi je bilo, kak mi je šlo. Ja, ampak je fajn, jaz raje tečem sama, mislim, fajn je tudi s prijatelji, ampak raje sama, tudi težke treninge, to mi je, ne vem, raje da sama, to se mantram pa delam. Ja, se teče v skupini včasih tudi naporno, ja, ker se moraš prilagajati ti drugi ali drugi tebi in tako naprej, to drži.
posebej, če imaš kakšne višje cilje. Povej mi, ti je kdo morda naredil kakšno analizo, bom rekel, predispozicij tekaških, ki jih naprej ugotavljal, kakšen talent imaš za teke na dolge proge? Ali, Ne. No, meni je Kristjan rekel, da me pač nagovarjala, da gre maraton, pa se rekel, pa ne, ker to je trpljenje, pa mučanje, ne. Je rekel, Andreja, ti si, kako je rekel, naravno počasna, ampak si zdržljiva, ne. Kaj si rekel, da si jaz naravno počasna, ampak zdržljiva? Nekaj hecov, ne. Pa meni tako ona govoril, da sem polja slani šla. Pa ta korona, kaj je bila, pa preveč časa, ko smo bili tudi doma na čakanju. Pa grem zdaj, ste virtualen ta maraton v Radenci, pa gremo v Ljubljano še, ne. Bežati, da vidimo, kako bo na pravi tekmi maraton, ja. Všeč mi je... Tudi Kristjan zdaj bil malo kriv, ne, da sem šla. Kaj se prej 5-10 bilo meni čisto dovolj redi, ja. No, se moram Kristjana tudi enkrat dobiti, ja, pa ga bom karal, da se premal, no, se nisem spremljal toliko pohvali s tem, da trenira državno prvakinjo zdaj, ja, bi se lahko, no, ja, tudi zaradi tega, da dobiš kakšnega klienta, ki ima take plane. Všeč mi je, kar si rekla, ta besedna zveza naravno počasna, ampak zdržljiva. No, jaz sem tudi naravno počasen, ja, sem vzdržljiv ali ne, še ne vem, ampak naravno počasen sem definitivno, tako da tukaj se najdeva. Povej mi, koliko maratonov zdaj, praviš, teče že 17 let, prvi maraton si odtekla že v Radencih 7 let nazaj. Zdaj, koliko maratonov imaš zdaj za sabo? 3 uradne, vse skupaj je bilo pa 7. Drugače pa 3 uradne. Ja, 7, ja, 4 si odtekla virtualno ali kako? 2 sta bila za trening, en bil virtualen, pa kot trening, za trening, ne. Zakaj pa človek odteče maraton za trening, mi govej, recimo? Ne vem, ker kot pravi brat, imam preveč prostega časa in premalo domišljija. Da vidiš, če zmoreš, ne, da se dokaže, jaz zmorem, ne. Pač radoveden si, ne, pač te zanima, kako pa ja, če ja, ne, če greš, ne. Zanimivo. Jaz pa sem bila še v Ljubljani, sem imela taka čudna, ne, sem tekla po progah Trol, sem šla pač Dolgi most do Črnuče pa nazaj, pač po Trolovo, jaz sem tako tekala, ne, tam v Ljubljani, ko sem še bila, po progah Trol. No, se pravi, bi lahko svetuješ potem, kjera trola zamuja, kjera je, Ja. tako vidiš, evo, kdo bi si mislil, ja, Prekmurka, ki vlada ljubljanske trole. Si kdaj pretekla cel PST, sigurno si ga za trening? Ne, to pa ne. Ne? To pa nisem. To pa nisem. Bom pa še, ampak še pa nisem. Zanimivo, no, si pa tekla... Zdaj sem hotela iti letos trojke, pač te 29, ampak te moji dve sta, ne, nista tako pripravljeni vi, ne, pač oni dve gremo na zmago, ne, pa če bi šla 29, ko bi bilo fajn na izi, pa počasi, ne. Ste še raj na 12, bejži banda pa pobrale pač prvo mesto. Ja, ker 2019 smo tudi zmagale prek Murske Srnice, sem zdaj ena članico smo zamenjala, tako da letos pa je bilo treba iti spet, ne, na zmago, ne, pa smo še kar čas popravile od 2019. Bravo. Dobre 3 minute. 3 minute so bile boljše. Mislim, ja, zdaj boš državna prvakinja v maratonu leto pa pol, ne, ker je brško ne državno prvenstvo šele v Ljubljani naslednje leto. Ne vem, Anja Fink je lansko let dobila v Ljubljani, je bila samo pol leta, ja, smola, Anja, narobe si izbrala. Misliš, da bo zdaj težje braniti naslov, kot ga je bilo dobiti? Ja, itak bo težje, ne, to so vseeno nekršli naravne, to so vrhunske, ne, jaz sem taka rekreativka. So vrhunske punce, ne, tako vsaka jim čast, ja. No, ampak evo, imaš zdaj leto pa pol, da ti s Kristjanom natrenirata pač maraton, da boš parirala tudi najhitrejšim, zakaj pa ne, ne? Prej si dejala, ja, da nimaš veliko talenta, da meniš, da ga nimaš, se pravi, ti staviš predvsem in samo na pač trening, usmerjen trening, trdo delo in tako naprej. Ja. Tako pri maratonu, koliko vložiš, toliko dobiš. Ne? Koliko vložiš, toliko dobiš, tako je pri maratonu. Ne? No in ok, če se dotaknemo še vseeno tvojih tekaških ambicij, recimo. No, zdaj,
ugotovila si v zadnjih letih, da si vendarle konkurenčna, vsaj na tekmah, kjer se pojaviš, zdaj si dobila ta maraton. Kaj pa tvoje tekaške ambicije še naprej, recimo? Kaj bi si poleg tega, da tečeš 10 po 40, kar si že rekla, še rada recimo dosegla? Ja, v Ljubljani bom šla 21, tako ne. To bi tudi rada šla, se potrudila, da bo moj osebni tam maraton, če da se po sreči. Ker zdaj sem kar dobila spet nazaj neko veliko motivacijo in željo po treningih, ne. Čeprav Kristjan danes mi dal 30 minut v easy, jaz bi pa kar neki trening, pa ne, treba se spočiti, počasi, ne, joj, ne, daj, nekaj mi daj mi 1000. Ja, ne, treba spočiti. Tako da ja, 10 konica pa pač polovička v Ljubljani. Pa kakšne zmes te tekme, ko so manjše, da ne bo dolg čas, da malo se vidimo, pa podružimo z drugimi tekači. Seveda, ne, seveda. To je vezno iti, pa da pač se pojaviš tam, ker si zmagala, ali pa še nisi, pa pobereš tiste zmage. Imaš poleg zdaj Radencov, pa ne moče trojk, še kakšno ljubo ti zmago, ki si jo rada spominjaš, pa je bila res zanimiva, ali pa kaj takega? Vsaka po svoje. Ja, pač itak, 2019 tisti tek trojk je bilo najljubša zmaga, boljša še kot v Radenci, ker res to smo bile 3 kolegice, ki smo skupaj tekala, pa trenirala in potem to ratalo in smo ne mogli verjeti, da je nam Prekmurka nam je tam ratalo zmagati. To je bilo res solze, sreče, še eno leto po tistem smo se vedno spomnila, jokale pa tako, tisto je bilo res, tisto bom za življenje se zapomnila s to zmago 2019 tek trojk. Bravo. Tista naša kemija, tisto hec, pa zezanje, pa trpljenje, pa kako smo si pomagali, pa pol Katarina, ko ni mogla, pa pol Katjaša ni mogla, pa jaz nisem mogla, ne, to je bilo res, ful fajn, mislim, tiste občutke, ne, čustva, to je bilo noro. Tako, tisto bo po mojem kar za življenje najlepša tekma, ker je bilo pač to, ker sta bile oni dve zraven. Bravo. No, ajde, sej mogoče še postvariš kaj takega, vendarle si šele na začetku svoje resne maratonske poti, rečemo temu tako, ja. Lansko leto si v nagradni igri, prej si omenila, dobila tudi uro, a je tako raven pri Radencih? Imaš še zmer to uro? Jo še zmer uporabljaš? Dan počiva. Ja, ne nucam, počiva. Imam Feniksa, pa sem si lani ravno novega kupila in pol tisto imam tam pa počiva. Mogoče bo je moj dragi Miha kaj nuco, ne vem, mogoče je bil lahko. To je bilo zdaj, dragi Miha, če tole poslušaš med vrsticami, ti je bilo povedano, da sta 2 uri pri bajti in da ena počiva, pa ne bi rabila. Če bi te, že prej si rekla, da se kdo z njive drl, vse za mano se je tudi pred leti, pa je traš krompirov kopavati, namesto da tečeš, ampak če bi te kdo vprašal z motiko tam, zakaj hudiča ti tečeš, kaj ti tek pomeni, kako bi mu najlažje odgovorila, recimo? Ker mi je pač fajn. To je to. Ker mi je fajn. In sem enostaven. Ne še on prvo vidu, kako je nam fajn, mi tam kitačamo. Kdor ni poskusil, ne ve, kako je lahko to fajn. Ja, tako. Tudi ko te boli, pa trpiš, ne, ker je fajn. Pač, ko neha boleti, ne, ko imaš kakšne hude intervale, ali pa jaz nimam rada šprintov v klanec, ne, to mi je največja muka, ne vem, jaz v klanec bežati ali pa dol po klancu, ne, ali pa si mislim, kako je fajn bilo, pač malo je bilo hudo, ampak zdaj pa mi je fajn tisti početko po, ne, ko upravljen, ja. Ne predstavljam, da slučajno bi mi se kaj zgodilo, da ne mogla bežati, jaz bi bila tako tečna, bila prav tečna. Že zdaj, ko moram počivati, ne, ker od sobote še nisem bežala in sem že cela, nekam mi že dela, ne morem iti, ne, zdaj že preveč energije se nabralo. No, jaz sem šel, priznam, včeraj, misleč tudi, da imam preveč energije, pa sem gotov, da jo nimam, tako da zdaj bom še malo počival, še kakšen dan več, maraton. Prej si omenila tek v klanec, svoje čase, ko sem še malo bolj usmerjeno treniral, ko sem še mlajši, sem si trening skonstruiral, ker sem mogel teči 10-krat, 250 metrov in klanec, to je bil moj trening, ki sem ga se najbolj bal, mi šel zmer na kozlanje, ampak
je bil nujen. Kateri trening je pa tvoj, recimo, bi ga izpostavila, da ga res ne maraš? No, evo. Tempo teki. 12 km tempo tek. Ne, zakaj? 15 km tempo tek, zakaj? Do 10, 8 je super, več, Pole vedno veter, piha v prsa, ali nisem dobro jedla, vedno je nekaj si najdem, zakaj sem zdaj ne tako bežala, kako bi mogla. Zmes mi rata, da je kako moram, zmes pa ne, zakaj. Ja. No, tako, Kristjan, čim manj tempo teko, hvala. Kristjan si tole zapisal zdaj, ja. Zdaj si doma v Prekmurju, tam je veliko ravnic, svoje čase si veliko tekla okrog Murske Sobote. No, zdaj si malo dlje proč od Murske, si v Dobrovniku, saj na Stravi zapažam veliko tekov tam okoli. Tu pa so tudi klanci, ni se ravno. Klanci, je pestrost, so tudi klanci, Še eno iščem tiste poti, ki so bolj ravne, pa se izogibam, pa grem tudi po klancih. Ja. Si že koliko časa si zdaj v Dobrovniku? Mesec pa pol. Pa bilo ful stresno to obdobje, se sem preseliti, pa sem se počutila tako en tujec, čeprav sem poznala, ampak pa hiša, pa čiščanja, pa spravljanja, pa to tako, sem dala tudi malo, tekla sem, ampak ne tako nisem toliko tekla, pa toliko težkih treningov delala. Malo je Kristjan to tudi razumel, da sem mogla tudi hiško urediti, pa to se preseliti, pa navaditi na novo okolico. Ja. Zdaj pa že vredno, sem se pa že aklimatizirala, zdaj mi bo že fajn to. Koliko kilometrov imaš potem do tvojega starega doma, recimo? 21. Se pravi, tečeš tja in nazaj, pa imaš maraton? Ja. Grem domov, doma pojem kosilo, fajn, pri mami in pa nazaj. Kaj pa ne? Perfektno. Zdaj tudi sem v petek šla doma, mama, skuhaj bi pašto, jaz rabim za soboto fajna, dobra makarona in tako skuhala, fantastična makarona. No, če mama posluša, evo, da bo za naslednje let vedela. Ja, se ste bila ful veseljiva starša, ko ste videla, koliko jaz to tečem, pa se odrekam, da bi šla na pivo, mnoge morajo jaz bežati, pa potem na pivo, ne, pa vem, pa tak, ne. Tako da jaz ste bila fejs veseljiva starša tudi. Bravo, super. Daj mi povej, okay, zdaj si rekla, malo manj tečeš, v izjavi po maratonu si rekla 4-krat na teden, vsem sem šel preveriti po tvojo stravo. Lani si imela kar lepo kilometražo, 3 ure pa pol, to je poprečno 10 na dan. Koliko si vendarle vsak dan tekla lansko leto ali malo manj? Malo manj, marca sem bila 2 tedna malo na bolniški, pa pol po maratonu malo pa vse je bilo obvezno, ampak tako nekaj 6-krat na teden, 5-krat, 6-krat. Zdaj včasih tudi kak trening spustim, ne, saj to Kristjan vidi, nekaj pač ne gre vse to, ne gre. Ali kako sem utrujena ali kaj pol raja, ne gre. Če vidim, da ne sem vredna, počutim dobro, da ne bi se mi kaj zgodilo, kako poškodba ali kaj. Ja. Je še vedno plan 4000 km v letu 2022? Ne vem, bomo videli, kaj bo zdaj, ne vem, kaj bo prišlo. Če mi bo upam, ne vem, sploh ne vem pa. No, evo, če hočete slediti Andreji Gorčan in njenim tekaškim podvigom, jo posledite na Stravi, pa preštevite njene kilometre, ki jih je najbrž bistveno več kot je vaših, ja, jaz sem že to ugotovil, tako da, ampak je pa zanimivo gledati, pa spremljati, pa kaj pokopirati pa tako ne morete, ker niste tako hitri. Ja, no, spomnim se lansko leto, ja, no, če so že v koronskem času, tisti izziv za maraton v Radencih, ker me je Marko Pinterič pač pripričal, da sem svoj najboljši čas iz Radenskega maratona dal kot izziv vsem zunaj, tisti, ki ga premaga, dobi potem četrtino 3:15, pa nekaj je bilo tisti čas. Ti si se tega lotila zares in da si mi še napisala, evo, ta čas bo padel in si virtualno odlafala ta maraton, zelo blizu si prišla, noro mislim, da virtualno odlafala. Ja. 3:19 je bilo, sestra me še s kolesu spremljala, da bi ne, pa se raje bolj pogovarjala, pa vse drugo, kak je to je sestra, ne, na kolesu, to ne gre, ona je se fotografirala, glej, tam so avto pele, živijo, ne, pa tako, no, bilo bolj druženje za sestro. In pol zadnjih 8 km, koliko je bilo, sem šla pol pa na stadion, zdaj ni nazaj, pa idi domov, pusti me pri miru, daj mi
vodo, dan jaz bi danes to delala kroge. Imam v Murski Soboti 300-kilometrski krog, ne? In sem sta polkrožila, da je ta maraton bil, ne? Pa si tako videla, da je 3:19 sem bila malo žalostna, jaj, ne, Nina. Sestra, ne, da pač me, saj nisem pomagala, dobro živela, da se hecala, malo se zadružila, ja. Super, če se lahko pogovarjaš, potečeš 3:19, jaz sem lani uspel enkrat do 3:19 priti, pa se nisem nič pogovarjal vmes, še dihal sem komaj, Bog pomagi. Jaz rada govorim, ja. Evo, tukaj je še nekaj manevrskega prostora, ja, recimo na maratonu, ampak v Ljubljani, kaj je po Ljubljani pa? No, pa si šla po Ljubljani na pravi maraton, evo. Pa sem se ful pripravljala, tiste brutalne treninge, te pa na kriza je prišla tam, kaj je bil 33 kilometer, meni več, nisem več mogla, lahko se kriza pripravljala s kolesom, kaj je to, ne gre, pa neko, ne gledaj, ti samo laufaj, ne gre, ne, pa nisem gledala uro, pa in kaj 5:0 tempo, že tako ful padlo, in pa sem samo životarila do cilja, ne. In sem bila kar razočarana, ne vem, kaj je bilo narobe, ne vem. No, kakšen cilj pa si imela za tisti ljubljanski maraton? Dajva to povedati. Ja, 3:15. Martina Potrčeva je bila zajčica, ne, pa sem mislila, da bo, ne, ampak one, pa ni. Ne vem, ali v glavi bolj bilo problem, ne vem. Ker Martina je bila ful fajn zajčica, je ful fajn nas motivirala, pomagala, ne, podrila, ne vem, ampak koliko sem se odcepila, mislim, ko so odšli oni naprej, pol me tisto tudi tako potrlo, pa pol več nisem mogla. Mogla bi malo še pol stisniti, ne vem. Bomo letos malo drugače, mislim, tudi drugo leto maraton bo šla. No, 3:17. V Rajencu je bilo pa čisto tako, samo da grem, ker pač 40, pa kaj tu doma, pa kaj grem, ni bilo nobenih ciljev, nič samo, da sem jaz fajn imela, da bom uživala, ne. Čist kontra, kako lani v Ljubljani, tamkrat sem štela 3:15 bežati, ne, bil tak cilj. Malo zmanjkalo. No, jaz bi podpisal za 3:17 recimo lanskem maratonu, vseeno odličen rezultat, no pa 3. mesto v državcu, temu ni gledati z obe, super, evo, pa še letvica za letos je postavljena, letos greš polovičko, praviš, koliko imaš posebni rekord na polovički? 1:31. Se prav, magična meja za združiti zdaj, ja. Ja, vse so, ja. Ampak, če bi te vprašal tako življenjski cilji, no, recimo v maratonu, pol maratonu, ne vem, 10, če bi, mislim, ne vem, je maraton po 3 ure stvar, ki bi jo kdaj rada odtekla, ali je to preveč odrekanja? Ne, preveč odrekanja, preveč garanja, ne. Nisem ti tako tekmovalna po to, ne. Tak 3:15, to je za mene, če to mi rata, bom več kot vesela. Pa polovička pod 1:30, pa 10 pod 40 minut, to so moji realni cilji, to je da lahko. Čeprav za 3:15 malo to se bi mogla kar potruditi, ne. Ker to je vseeno odrekanja, pa treningi, pa vaje za moč, pa prehrana, pa regeneracija, pa valčkanje, pa masaže, pa marsikaj to potegne za sabo, ne. In poleg tega bi jaz še kaj drugo tudi rada počela, ne. Služba, pa fant, pa prijatelji, pa hiša zdaj, pa vrt, pa še kakšni drugi hobi, ne. Pač je težko, ne, vse to. Bi se mogla marčemu še bolj odrekati, ne. Se pravi, ko boš dosegla vse te mejnike, pa recimo, da jih boš že letos, boš potem s tem zadovoljna, pa ne boš želela še več doseči, kaj pa če bo trener rekel, da lahko še? Najprej treba to doseči. Nisem te treba to doseči, ja. Opasti, ja, v redu, najprej treba to doseči, lepo povedano, ja. Lepo povedano, zdaj bomo tvoj napredek bolj podrobno spremljali. No, kaj pa klubi, oziroma nastopaš tudi za klub, ne, Maka Ormož sem tam videl, bila si pri Borisovi bežeči deci, si v klubu zaradi tega, da pač lahko tekmuješ na tekmovanjih, a se tudi morda vključuješ v kakšne, ne vem, treninge ali pa aktivnosti ali pa kaj takega? Lani na enem teku tam pod Pohorjem je bil pač en tekač, Aljaž, pa jim pol rekel, da naj se podružim njim, ne, kaj je fajn, pa da lahko grem za te državno prvenstvo, ko klub rabi točke, ne, pa sem samo rekreativka, pa rekel, vse smo tak klub rekreativcev, ne, čeprav Blaž v Rešniku, ne, če ga poznaš, on je pa, ne, malo bo ta boljši, ne, rekreativec, on je že profesionalec, ne, pa ajde. Pa tudi če drugi kolegi, ki so tam, Sonja pa Sašo sta mi priporoča, naj pridem, ne, ker je škoda, da ne bi, ne. In pa sem se, grem, pa Ivek je tudi ful prijazen, pa ful legenda, predsednik, ne, kluba. Tako da, pa tudi poznam tam veliko teh ormoških tekačev.
Tako da sem se pol pridružila njim, drugače pa treniram sama, ne. Parkrat sem bila tam v Ormožu, da sem z njimi te daljše teke kaj tekla, drugače pa ne, sama tu. Mi paše to, da grem, kdaj mi paše, da si uskladim sebi urnik, ne. Zmes se s kakimi kolegi zmenim, da gremo kakšne dolgi tek ali kakšne intervale skupaj, malo za družbo se pomagamo, pa graje pa sama tečem. Ja, Prekmurci ste od Hudiča na Orešnika si imela, on je bil tretji, če se ne motim zdajle, v Radencih, ti si zmagala, no zdaj lepo ste ovenčali klub s temi pokali, res fajn. Če so že pri zmagah, pa pri stopničkah, pri vsem tem, imaš ti preštete vse svoje lovorike, veš, kolikokrat si zmagala, pa ne? Nič. Imam tam pokale, eni so bile pozložene, bom dala, ampak ne. Ne, pač to tam najeb, ne se prah nabira, porazmeh smo malo se odločili, da malo pobrišem prah, ampak ja. Ne, pač to, da znam, to pač, ne vem, zgodi se, ali imam srečo, ali ne vem, pač nisem tekmovalna, da bi da smo gledati, pa ne. Pač, imam to srečo, ko so mogoče počasnejše od mene, ne vem. Pač. Ker tako zanimivo, ognjevito razlagaš o teku, pa o tem, kako rada tečeš, tudi treniraš. Kaj pa poškodbe, no? So se kdaj pojavile v tvoji tekaški karieri, če rečeva tako? Tako, hujšo poškodbo sem imela inguinalni ligament poškodovanje, ko sem bila še v Ljubljani, ker sem trenirala takrat tudi savat, francoski boks, pa je bilo malo preveč vsega tistega pa teka, ne. Drugače, zdaj sem malo bolela na resišče po teku trojker vala v Golovece, sem mogla biti prva, pa oni vedve spodbujati, ne, in pa sem nekaj čudni stopila, malo nekaj zapekla, ampak bilo v redu. Pa sem malo počivala, zaradi mi je bilo sred, kako bo zdaj ta moja zadnja loža zdržala, ampak je se umirilo, tako da zdaj je hvala Bogu, vse v redu. Kakih drugih poškodb pa nisem nič imela resnih, nič. Zaenkrat mi dobro služi telo. Naj tako seveda ostane. Zdaj, ja, no, imela si vse te treninge, ja, pa kilometre sem tudi povedala, imela si prej valčke in vse stalo, se najbrž poslužuješ razteznih vaj za moč, neke regeneracijskih vaj in tako naprej. Vključuješ to redno v trening, že zaradi tega, ker ti trener to napiše, ali si tudi prej morda to kaj počenjala? Vaje za moč moram priznati, da nisem tako pridna, kako sem bila, ne, bi mogla se zdaj malo nazaj pa vzeti, drugače pa stretching, pa malo se povalčkam, pa masaža, imam tudi to srečo, ko delam v Ravci, da lahko potem tam sodelavci nekaj zriktajo, če kaj ne vredi, ne, na fizioterapiji. Drugače pa valčkanje, to pa pištola masaža, ko sama zmasiram, pa Miha mi masira podplatka, to evo, pride, on mi fajn masira tudi noga. Tako da, vaje za moč, to pa res moram malo bolj vključiti, ja. Tu je še prostor za napredek. Vidiš, sem ne 3-15, le kam bom, z vsemi temi, vse, kar se zdaj omenila, že mene se srbi, bom že začel zdaj že počas spet delati kakšne, sklece in tako naprej. To zmer rečem, tokrat sem to že v eter povedal, da bi mogel imeti že slabo vest, pa še kar nimam, tako da mogoče bomo po temle podcastu rekla si, imela so vse, kaj pa prehrana, evo, vidiš, no, vem, vsako leto napišeš za pusta oziroma za fašenk, napišeš na Facebook, pijte vino, nej vodov, gejte repo, nej mesov, evo, to, mislim, jaz bi lahko, vino mi všeč na meso vode, repa na mesa ne toliko, ampak boje skup je boljš, no, kako se pa ti prehranjuješ, mi povej? Zdaj sejem, najraje imam pa sladkarije. Haribo, bombone, Milka, to, zakon. Pazim tisti teden pred tekmo, da je več riže, pa pašte, ne, logično, ne. Pa tudi pred treningami, da saj 3 ure pred treningom, ne vem, kako mi ne je dobro, prebavne težave, pa to, drugače vse jem. Naravno pa, mislim, domačo zelenjavo zvrta, to mi je zakon, domač krompir. Domače. Ja. Sej, da sem s Prekmurja, da vse to doma si, pač, nam doma vse zraste, ne. Si pridelamo doma. Se pravi, piješ tudi kozarček vina, morda celo pivo ali pa kaj takega? Ja, tudi, ampak kozarček, to je dovolj, 1 piva, tak, več ne, 1, pač, tisto sem v študentskih časih dala, vem, zdaj pa pač
ena piva, en gin tonik, to je za enega tak. Je čisto dovolj. Ja. Ja, vidiš, ja, ne sem se zamislil, ja, Pa mogoče. imam to srečo, da imam kilo od srednje šole, da zdaj ima isto težo. Ne niha, 1 kilo gor dol, ampak tak, da bi neki ne. Imam to krivo, da tečem toliko. Vidiš, to je tudi nekaj, kar zdaj so najne gledalke, poslušalke na špičli ušesa. Kaj je rekla od srednje šole, ima isto kilo? Treba jesti bombone, pa milko, pa krompir, pa kruh, pa meso, pa tlaufat, pa ja. Mene diete nimam, ne, to pa ne. Vse jem pa 5-krat na dan, ali pa večkrat, ja. Mislim, to spet je nekaj. Hlače ne moreš bežati, brez energije ne gre, ne, treba jesti. Treba piti vodo, treba jesti, da lahko laufaš. Povedane, koliko, recimo pa, evo, to mogoče kakšnega negativca zanimalo, koliko pa državna prvakinja poje gelov na enem maratonu ali pa cukra in tako naprej, vmes? 5 sem zdaj v Radencih. 5 gelov, pa pomarančo zmes pa vodo, sem pa na vsaki postojanki se vstavila pa spila vodo, ker jaz ne morem piti pa teči, ker se pa vse polijem, pa mi gre še v sapnik, pa v nos, pa ne vem kam vse. Sem se vedno vstala, pa se pa izpila en kozarček. Me je bilo res strah te vročine, pa sporine, pa sem rekla, Andreja, piti treba. Tako, ko sem prišla v cilj, bilo samo, kje je WC, ne me zdaj tu zadrževati, jaz moram iti na WC, ker mi bo išlo. Pa vsi novinari za tabo z mikrofoni. Samo izjavo, prosim. Ja, na WC. Ker sem preveč bolestila, ja. Ja, vidiš, ja. Ja, tako, ja. Jaz sem tudi popival na tem maratonu nenormalno veliko, ja, pa še zdaj odvajam tisto vodo, se mi zdi, ja, to, ko smo jo zakonzumirali, ja, včasih premalo, zdaj pa preveč, ampak bolj kakšno kapljico preveč, kot pa kakšno premalo. Videl sem kar nekaj tekačev, ki so zaradi dehidracije pač pomagali in to ne bi bilo lepo. Zdaj, okrog teh radencev se ves čas vrtiva, pač radenci očitno morajo biti taki, kot so, ampak če bi ti rekla lahko organizatorjem, jaz bi si pa zaželjela v Radencih maratona malo drugače, kjer spremembe bi pa ti uvedla, če bi imela to moč? Dobro vprašanje. Daj si duška, lej. Kaj bi drugače? Pač v Ljubljani je fajn, kaj ta testeninka party, ne? Moče bi to lahko tudi bilo, testeninka party, ne? Ali v petek, ali v soboto, mislim, petek bi bilo fajn, ko greš po štartnuti, ja, jaz vedno imam tradicijo, grem v petek po štartnuti, da pol sem v soboto vse kar jede. To bi lahko bilo, bi se še malo kaj družili s temi tekači, ne vem, vrače pa. Zdaj bi bilo fajn, ker je bilo veliko okrepčevalnic, njih je bilo premalo, njih je bilo preveč, so bile fajn pogoste, to je bilo zakon, ne. Mi je bilo všeč tudi na maratonu. Pa mogoče za 5 pa 10 bi lahko boljšo progo izbrali, ker ko se 5 pa 10 združita, tam se ti počasneje pole težko bežati. Ker sem 2019 10 bežala in te 5 še počasno bilo malo bilo tečno, ker je bilo osko, pa tam se ti bužvat, pa riniti, pa paziti, da ne padeš. Lahko bi na 5 pa 10 boljšo progo mogoče naredili. Ja. Ja, v neki predlogu Imajo tam, je plat. Ja, so dala. Ja, da se nekaj se da. Pa mogoče kopel iz Radenske za zmagovalko v cilju, pa mislim, zdaj lahko da veliko predlog, kaj bo pa mogoče še uresničenega za naslednje leto. No, prireditve take in drugačne, če bi imela neomejeno časa in denarja, ali pa bi te povabili, pa plačali vse stroške, kamorkoli na svetu, na kjerkoli maraton, na kjerkoli tek, kam bi šla, recimo? No, Zelandijo. Lepo. Ja bi šla. Ker mi je država, pač pokrajina, tja bi šla, ja, v Zelandijo. Ne Berlin, ne Boston, to grejo, večinoma maratonci, ne, jaz pa ne bi šla, tako kam ostali. Ja. Super, sem imel, da te moram to vprašati, da bo poseben odgovor. V Novo Zelandijo, vidiš, ja, tam imaš prav, to pa še nobeden ni zdaj rekel. Pa tudi maratone, ki smo si jih ogledovali po svetu, pa gledali smo Avstralijo, pa Sydney, pa Melbourne, pa Havaje, pa ne vem kaj, ampak še do Nove Zelandije, pa še nismo prišli odlično. Novo Zelandijo. Prav pogledal bom, kdaj imajo tam maraton, pa kako ta reč izgleda. Ja. Zdaj novembra je letos, se meni zdi, 19. november. Ja. To bi šla, če bi, Novo Zelandijo. Super, Nova Zelandija, zdaj pa še mene zamikali, vidiš, Klinc pa Berlini, pa New Yorki, pa tako naprej. Povej mi še,
Jaz sem veliko pred leti sem bil bolj nervozen pred maratoni, zdaj se mi zdi, da z leti, pač, ko imaš nekaj izkušenj, vendar je lažje tudi psiho shajaš pred maratonom, pa med njim, pa tudi že med tekom se nekako probaš psihično temu pripraviti. Kaj pa ti, se ti zdi, da bi neka psihična priprava pred maratonom bila potrebna oziroma prakticiraš kakšne zadeve v tej smeri, treniraš kaj takega, morda se ukvarjaš kakšno jogo pa meditacijo ali pač meniš, da tek sam po sebi dovolj? Jaz imam tako, ko se zjutraj, ko se vstanem, pa se rihtam, pa imam zajtrk, pa kava, pa to, se YouTube, pa tisti moji najljubši komadi in pol jaz malo plešem, pa skačem, pa je to mene sprošča, da se umirim, da grem pač na tekmo. To, muzika, evo, ja. Muzika? No, zdaj mi muzika, muzika, dobri komadi, pol jaz to moram na glas, pa skačem po stanovanju, pa to, muzika, to me sprosti, ima dobra energija, to. Pa ko se na štartu, tam je tako vedno kdo poznani, pa malo z tistim, bla, 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 z tistim, zdaj sem tudi z Anjo, kaj mi kolegica ka laupa, malo sem menila, pa tak, Pa če tako poznali, pa je tako že štart, pa laupaš samo, Ja. Morda muziko poslušaš tudi daj med tekom? Tudi, tudi. Med te daljšimi teki tudi. Zdaj sem imela tudi samo MP3, ampak mi to Andrej rekel, a dej to pospraviti, ne rabiš, pa sem si postavila v pas, pa nisem si sploh, sploh nisem pogrešala, šlo je, Imela sem gledala tiste monolog sama sabo, in nisem pogrešala. Če sem podala, da imam muziko sabo. Če že toliko menjaš muziko, moraš povedati vsaj 3 komade, ki so ti pa res ljubi, pa te res poženejo, recimo. Dramištajnu, karikoli, Siddharta, naši pa Vlado in tak. Vlado. Njegove umirjene, to bolje umirjeno, bolje stečem, Iz Goričkega v Piran, Si kdaj razmišljala, da bi odtekla kakšno daljšo razdaljo, kakšno ultro, evo, še to? Bilo je 2018, sem bila na Sladkih 6. Lepo. Jaz pa še dej kolegici, mi to gremo, pač tako za foro, ko vidimo, kako to je, pa 6 ur ti tečeš. Pa bilo vse v redu, dokler tam po 4 urah mi kolegica reče, daj mi mora pa en magnezij spiti, ko bodo pa zdaj krči, Pa ne bom jaz to pila, ker nimam krča, imam to srečo, ker še življenje sem imela krč, pa jaz ne vem, kaj krč, nemam jaz tega. In potem smo bili pregovarjali, te pa daj, da spijeva, Miha pripravila magnezij, teče na en krog, nekaj se začne prebava, pa smo mogli iti na WC in potem pa težko spet naprej začeti, Tako tisti magnezij mi je pol malo, ustavil. Po 4 uri so že noga bolela, pa je bilo tako, ampak se mi zdi, da 55 km kot bežala takrat, tistih 6 urah. To je bila tako moj najdaljši tek. Ampak da tudi bilo fajn, ko sem pod Borta Palmo sem tam spoznala, ona dva. Bilo tudi fajn, bilo zanimivo, predtem je škoda, da več tega ni Sladkih 6. Jaz rada tečem v krogih, meni ni problem, lahko bi tudi na stadionu maraton odbežala, meni je fajn krogih, ni mi problem, rada hrčkam. Ne, se imaš prav, je poseben čar v tem teku v krogih, ker cilj je zmer oddaljen ne več kilometra, pa zmer greš lahko še en krog, in pa se tako da, mogoče Rajko, ki je organiziral Sladkih 6, tole posluša, pa ga bo spet zamikalo kaj narediti, kaj pa veš, zdaj, ko smo korono uspešno odglavili. Veliko smo se pogovarjali o tekačih, zdaj Andreja Gorčan, mimogrede, 1 urica je minila takole, kot bi mignil, res je, pa samo malo se pogovarjava. Zdaj boš ti najbrž vzornica marsikateri tekačici, ampak ima Andreja Gorčan kakšne tekaške vzornice, povzornike? Jaz sem vedno občudovala Heleno Javornik, njo. Tako tudi, ko sem zdaj teh tekma, ko sem živo videla, ta je Helena. Vedo fajn. Njo, ona bila. Ima itak vse ti naše rekorde, njo. Pa Paula Radcliffe. Bravo, mislim. No, Paula Radcliffe ni bilo v Radencih, bila je pa Helena Javornik, ki mislim, da sem jo videl na cilju, je ploskala v tem maratoncem, ona je še na krajšo razdaljeno, tako da definitivno te je videla, zdaj pa ti vzornica zaploskala, ker si enega od njenih uspehov, to je zmaga v Radencih, vendarle ponovila, tako da greš lepo po poteh svoje vzornice, tako lepo povedano. Zdaj, glede na to, da si dobro petal tek rekreativno, pa te tek tudi širše zanima, ne vem, kaj prebiraš o teku, gledaš kakšne dokumentarce, ti ni toliko pomembno, ti je gibanje bistveno.
Gibanje mi je bistveno. No. Zdaj pogledam, če so kakšne te filmi tudi, ki so, ne, pa knjige tudi, kakšne preberem tekaške. Pač. Belo damo sem brala polno, o čem razmišljam, ko razmišljam o teku. Pa tudi tvojo sem prebrala, hvala ti za knjigico. Ja, to si zaslužila takrat, se prav spomnim. To je bila še ena nagradna igra. To me spolu rada, take te izzive, pa pol neka nagrada, to me spolu rada. Pol se bolj potrudim, tako, ko sama tečem, virtualno, se nekako bolj potrudim, kako pa če je tekma. Ja. Zanimivo. Narejena za virtualke, bravo. No, vidiš, pa za težke treninge, te se tudi bolj potrudi, kako ima na tekmih. Ja, to tudi. A vidiš, zanimivo, najrajši tekmuješ potem sama sabo na treningu, ne drugimi tekmi. Pošteno, lepo povedano. No in če že govorijo o maratonih, po teku, po tekačicah, pa po vsem tem, predvsem v tem začetku si imela pomanjkanju deklet na najdaljših tekaških preizkušnjah, res škoda, da jih ni. Kako pa ti gledaš pač na predvsem žensko sceno, recimo tekaško? Ja, saj smo napredovali v recimo 30 letih, vendar le, ampak še vedno, najbrž tudi ti meniš, je prostor za napredek. Kako recimo zmotivirati več deklet, da bi se moče podala po tvojih stopinjah? Ja, in tu, ko sem kaj na stadionu, na osnovni šoli 1, ima atletski klub kar veliko punc, deklic, ne? In tudi najstnic. Pa ne vem, kaj se zgodi takrat, ko grejo na študij, da nehajo, ali ko prijajo v članske kategorije, da nehajo, ali je študij verjetno več, ne vem. Mi je žal, ne, da teh vrhunskih ni tako, drugače rekreativke je pa vse polno, ne? Hvala bogi, ne? Pa tudi vse več grejo na tekme rekreativke, ne? Za te profesionalke pa ne vem, ali ta preskok, za mladinskega članstvo, pa študij pa nimajo več interesa, ne vem. Ker tu pač pri nas je veliko otrok, punčki, ki trenira atletiko. Ne vem, ali trenerji niso tako vreden, ki jih ne navdušijo, ali jih preveč forsirajo, ne vem. Ne. Ker jaz tudi nikoli nisem trenirala, pa niti nisem imela želje, ker sem tako tekla za sebe, pač da mi je fajn to samo to početje, da tečem, to gibanje. Ne. Če so že pri ženskah in teku, si bila kdaj na DM teku v Ljubljani? Enkrat sem bila, pa tistikrat nikoli več, ne. Kužva, nečem, tudi nisi mogel bežati. To je tako, da greš se res pač v easy, ne. Vse je fajn, da grejo te pač kolegice, vstal menijo tam, pa ne, ni bila všeč ta gužva, pa tisto dretja tam, ne. Enkrat pa ne več, hvala. Kljukca, opravljeno. Pravljeno je, ja. Toliko DM teku, ja, v redu. Ne bo več o tem. Potem, no, ampak lahko potem, da zdaj imaš veliko tekaških izkušenj, zelo zanimivo tekaško filozofijo, ki mi je zelo všeč, no, ampak pride kdaj kdo, katera do tebe ali pa kdo pa reče, joj, Andreja, daj mi povej, kako ne treniram, pa kako ne tečem, tebe vidim, veliko treniraš. Te kdo povpraša, kdaj je za nasvet, pa svetuješ komu, kako se tega lotiti? Ja, zmes kaj svetujem, ampak vedno pravim, ne, da če imaš domačem kraju kakšno tekaško skupino, se lahko pač pridruži se in kaj tako laže, pa dobiš več teh nasvetov, kako pa bežati pa to. Ampak ja, tudi mene, kolegice, kaj pa tudi druge znanke, kaj povprašajo. Pa jaz vedno, veste, kaj je fajn, kaj meni pomagalo, ko imam pač 1 uro, cone 2 teka na koncu stopnjevanja, nekaj me to koriste in pa vidiš, čeprav tisto tečno na koncu testa stopnjevanja, kako dobiš na hitrosti, pa to je fajn, ne? Tako ta stopnjevanja na koncu, čeprav jih ne maram, to je en plus, ne? Zdaj mi povej, kaj moram pol jaz narediti? Lansko leto mi je uspel teči maraton spet po dolgih letih pod 5 minut na kilometer, zdaj, kjer trening mi bo ključen, da bom tekel lahko maraton 4:30 na kilometer, Andreja Gorčan? Tisti ta dolg, ko sem imela 9x3 kilometre, s kilometrom pauza, pa bil tem pa tam 4:20 do 4:35, to so bili taki brutalni, kako mi to jaz tarkoli odbežala, ne? Pa gre prvi interval, pa drugi, pa tretji, pa imam že pri 7. vsaj bo, ne? Te so bili tisti taki brutalni, ali pa 4x5 kilometrov s kilometrom pauze, kako mi to jaz zmogla, ne? Ja, taki.
Sem vedel, da ne bi smel vprašati. Sem vedel, to se mi je sanjal. Zbujal se bom kriče 4x5 km, groza. Joj. No, ampak ja, v redu, kar si rekla. Sam sem si kriv, kaj pa sprašujem. Bi bila tekaška trenerka, če bi te kdo povabil, pa ne bi bila? Ne bi se ukvarjala z ljudmi? Ne. Ni mi to tak neki izziv, ne bi. Tu moraš pa res imeti ful znanja, pa spoznati atleta, ki ga imaš, oziroma tekača, tako da ne. No, si pa rekla, se pravi, nekomu, ki bi začenjal teči, bi rekla, obuj si pač tiste tekaške copate, pa gasa ven, da te vidim. Ne, bi rekla tek, hoja počasi, pa naj potrpežljiv, počasi to gre pa strajen, ne pride to čez, počasi pride napredek, pa pride, ampak potrpežljiv, pit pa strajen, pa po pameti. Imaš najljubšo znamko tekaških copat morda? Ja, Adidas, ki imam najraje. Z njimi že od srednje šole z Adidaskami tečem. Potem sem nekaj drugo tudi probala, ampak Adidas je Adidas. Tisti ta stari, ko so bili Energy Boost, so bili meni najljubši tam za dolge teka, pa Boston, ki imam zdaj rada, ampak tisti Energy Boost mi je bil bomba. Te Solar Boost, pa Solar Ultra, pa so že, ne tak. Kaj pa te karbonske različice, tudi tukaj uporabljaš? A to je za tiste tekače, ki teče 4:0 v maratone, ne za me. No, evo, zdaj vsi tisti, to je za tiste, ta dobre. Da boste vedeli, kdaj smete kupiti karbonke. Slučajen ne bi, ker ne boste premagali Andreje Gorčan, tudi podrazno nimate, ker razmišljate v karbonkah. Tako, zelo simpatičen pogovor je v tole, Andreja, res pa zabaven na vsak način. Imam še cel kup vprašanj, vem, da te ne smem predolgo zadrževati, ker moraš še teči. Ni več nevihte, se je sonce pokazalo, tako da ja. Grozno, ne? Ampak simpatično pri tebi mi je tudi, si pogledam kakšno tvojo objavo na Stravi, potem na Facebooku v pristni prekmurščini napišeš tiste opise. To mi je zelo simpatično, tako kot, ne vem, sem rekel Anji Čipki takrat, ona v idriščini piše, recimo, kdo drug v štajerščini, ali pa tega je malo, ampak tisto, kar je, se mi zdi tako bogato, da spoznavamo tudi na ta način en drugega, pa jezik, pa kulturo. Prekmurščina mi je bila zmer všeč, ko sem šel prvič v Radence, sem šel tja v en lokal, ker sem bil z avtom, pa da bi pustil ključe tam, pa me vpraša kelnarca, če bom bežal, pa ni bilo jasno, zakaj bi zdaj bežal, se sem jaz prinesel ključe, se jih nisem prišel krst, potem sem mi to raztolmačil. Takrat naprej, zelo z veseljem tole prebiram, rekla si, ko smo bili v soboto v Radencih, da ko sva se z kolegom Urošem slikala s tabo, da pojma nima o prekmurščini. Zdaj, me moraš naučiti kakšen prekmurski stavek, ki ga vsak, bom rekel, outsider mora znati, pa niti podrazno ne ve, kaj pomeni, recimo, ajde. Ok, v Kmici je težko posvet, gor vžgate, pa sumiča bojite. To sem... Ja, v Kmici, ponavljaj za mano, v Kmici je težko. Je težko. Po svetu gor vžgate. Po svetu gor vžgate. Pa sumiča bojite. Pa sumiča bojite. Sumiča bojite, ja. Jaz se... Čakaj. To sem že prebiral, ta stavek, pa že prevajal sem ga. Nekaj je v krompirju, pa v miših, pa se ne vem. Tolmači mi, prosim, pozabil sem. Kmica, temi je težko luč prižgati, pa komarja ubiti. No, spoštovani, evo, zdaj hitri tečaj prekmurščine, če boste v temi pobijali komarja, kako ga boste po prekmursko prekleli, zato ker ga ne morete, ste zdajle slišali. Evo, jaz bom zdajle, všeč mi je bilo tudi, se vram, še to bom samo prebral, tisto, ko sem pisala na Stravi o maratonu v Radencih. Nikdar nite v najbolje naureh senjah si ne bi vipala senjate kamoges, kdajkole zmagala v maratone. To je bilo grozno zdaj, kar sem jaz prebral, ampak daj ti povej. Res je bilo grozno. Ja, malo je bilo, ja. No, daj ti povej to še v prekmurščini. Kako sem že napisala?
nikdar niti v najbolj norih sanjah se ne bi upala sanjati, da bom kdajkoli zmagala na maratonu. Nikdar niti v najbolj norih sanjah si nisem upala v misli, da bi kdajkoli zmagala na maratonu. Kako poetično se je to slišalo, ne? Pa kot da bi drva žagal pri meni. Ampak mi je pa všečno, evo, tudi za konec najnega pogovora sva naredila malo uvoda v osnove prekmurščine, če bom kdaj spet v vaših koncih. Evo, te prej kontaktiram, da mi naučiš še kakšen izrek, ja? Da se ne bom Zgučano, da se ne bom blamiral v gostilniku, bom hotel naročiti 2 deci lokalne pijače. Samo še en citat bom prebral, ki si ga tudi nekje objavila, pa je zelo simpatičen. Ta je v slovenščini, ne v prekmurščini, ker se ne bom več blamiral. Tek me je naučil, da je slediti strasti pomembnejše od strasti same. V nekaj se globoko in z iskreno srčnostjo potopite, nenehno se izboljšujte, nikdar ne odnehajte. To je izpolnitev, to je uspeh. To še zdaj drži, ja. Zelo, zelo lep citat. Temu še kar slediš najvrž in bo še v prihodnje. Tako, ja. Andreja Gorčan, evo, tole je bilo super zanimivo, super zabavno, super poučno. Vedel sem, da te moram poklicati še svežo maratonsko državno prvakinjo na tale pogovor. Nedvomno bo še na vezi, posebej, če ne prej, takrat, ko ta državni naslov braniš. Ja. Vmes bom še Kristjana Grinfelda poklical. Krdej. Ja. Hvala ti za povabilo, mi je res to čas, ker imaš same opasne goste in da sem jaz med njimi zdaj se res štejem, čas. Hvala ti res, ko si me povabil. Z veseljem. Bilo mi je veselje, čast, kaj pa opasna gostja si. Tako, evo, dele ti želim, evo, dober tek ti želim. Andreja, se upam, da kmalu spet vidimo na kakšni tekmi. Seveda. Hvala. Hvala in lep pozdrav. Lep pozdrav, dio. Ja.